meni še živi gorek spomin. Imela sva vse, zdaj hočem to nazaj. Noč je kraljica teme, v zraku vonje kot takrat, ko sva prvič počela vse, a se kmalu končalo je. Če bi lahko objemal tvoje telo in gledal tvoje oči, v blistu dve bi zagorelo nebo, nastal bi ogenj strasti. V meni še živi gorek spomin, ko skupaj sva bila, imela sva vse, ljubezen kraj, zdaj hočem to nazaj. Sanje vse, novo upanje, hočem to nazaj. Soba zdaj prazna je, tavam sam v mislih ti. Vem, da te vesele želim, ti pomeniš mi vse. Če bi lahko objemal tvoje telo in gledal tvoje oči, v blistu dve bi zagorelo nebo, nastal bi ogenj strasti. V meni še živi gorek spomin, ko skupaj sva bila, imela sva vse, ljubezen kraj, zdaj hočem to nazaj. Sanje vse, novo upanje, hočem to nazaj. Hočem to nazaj. V meni še živi gorek spomin, ko skupaj sva bila, imela sva vse, ljubezen kraj, zdaj hočem to nazaj. V meni še živi gorek spomin, ko skupaj sva bila, imela sva vse, ljubezen kraj, zdaj hočem to nazaj. V meni še živi gorek spomin, ko skupaj sva bila, imela sva vse, ljubezen kraj, zdaj hočem to nazaj. Jaz sem tako vzhičena danes, ko ga vidim po dolgem času spet v živo, in preden so šla zdajle v eter, so obujala spomine, koliko nastopov je bilo pred leti, ko smo imeli še prireditve, dogodke, in kar je meni zanimivo pri njemu, poleg tega, da je še vedno fantastičen za pogledat, ker je mlad, je ostal kljub številnim uspehom na realnih tleh in tisto srčnost mu nihče ni vzel. Zakaj tako fajn izgleda? Zato, ker tudi dobro je, uživa življenje, si privošči, zato, ker tudi zato gara. Sebastian, dobro jutro. Dobro jutro, to pa je tako lep napovednik bil zdaj. Pa če sem mogla izliti svoje čustva do tebe zdaj ven. Jo, hvala, to pa zelo lepo. Zelo vračam komplimente, ampak jaz, imaš prav, se kar zelo veliko ukvarjam sam s sabo in s telesom in za zdravjem in tak naprej, pa se mora po moje to nekje poznati, ne? Ja, že vrsto let se poznava, zato se bova tikala, ne? Ja, tako. Koliko let že na glasbeni sceni? Ja, zdaj 21. Leto 2000 je bilo tisto, ko se je pisalo, ko je bil Mi Slovenije in pesem Hočem to nazaj, in potem je ta pesem se razbobnela med vse generacije, zaznamovala generacijo in mene ne nazadnje tudi, ne? Ja, in so nastali eni krasni spomini in vedno v glasbi rečem ravno to. Lepo je, ko pogledaš nazaj in ti vidiš, da ti je dal toliko enih
dala toliko enih lepih spominov, pa lepih poznanstev. Ampak Sebastian, če pogledamo tale spot, ki je star, recimo 20 let, pa tvojo podobo, ma ti se nisi čisto nič spremenil, no? Hvala. Jaz vedno rečem, malo se hecam, vedno rečem, da upam, da vseeno je malo več testosterona na meni, kot pa v tem spotu. Ta bradica te moškega naredi zdaj. Ja, ne, drugače pa, ko pogledam nazaj, se vsakeč, ko se peljem mimo tega prizorišča, ko smo snemali spot in tako naprej, obujam spomine in se pravim, jaz vedno gledam na življenje skozi spomine. Pač koliko enih lepih izkušenj si nabral in to je tisto, kar dela življenje po mojem največ vredno na koncu dne, ko se ležeš poslo. Kje ste snimali tale spot? Ta spot je bil sneman v Mariboru, na avtocesti, v bistvu takrat še ni bila do konca zgrajena. Ampak smo imeli tak en del, ko smo ga lahko zaprli za sebe in posneli spot. Je pa bil spot narejen v enem dnevu, so pa to bili takrat, še veš, to so bili visokoprodukcijski spoti, to je bila ogromna ekipa, ker danes se dela vse bolj v manjši ekipi, pa na drugačen način, pa veš, včasih s telefonom ali pa z malo kamero, takrat pa so bili to celi seti, ja, teda se kar precej spremenilo v 21 letih. Kdo je bil tisti, ki je rekel, Sebastian, ti moraš začeti peti, pa nastopati, pa plesati? Kdo te je odkril? Ženska, ne? Ja, tako. Jaz sem v bistvu že v osnovni šoli vedno nastopal, ne. To so bili dramski krožki, pa povezovanja programov in tako naprej, tako da to ljubezen do odra sem čisto vedno čutil, ne. Je pa res, da smo potem plesali z power dancerkami, 4 fantje, in smo takrat v tistem času posneli neko svojo pesem, čisto neodvisno od tistega projekta. Punce so me takrat slišale pet, potem smo tudi nastopali z njimi na takrat pri Marju še, mislim, da je bil Zoom še, če se ne motim. In potem, ko so videle mojo energijo na odru in pač tudi moj odnos do dela in tako naprej, je potem Natka, v bistvu špela tista blondna, ki je prva rekla, da Natka, alo, poglej ti to, pač vse imaš v enem fantu, ne, da naredi nekaj z tega, pa je pol Natka rekla, imaš prav. In vse ostalo je zgodovina. In ogromno lepih spominov, kar si že prej omenil, je bilo v teh letih veliko, lahko rečemo ogromno nastopov. Se mi zdi, da včasih si hitel recimo iz Maribora, pa v Koper, pa iz Kopra recimo v Novo Gorico, pa iz Nove Gorice Novo mesto, pa Velenje. Ja. Pa si se kar v avtomobilu preoblačil na nek način. Tako, ja. To je bilo včasih, ljudje si tega ne predstavljajo sicer, ne, ker danes je pač teh nastopov pri izvajalcih precej manj, ampak takrat so bili to res meseci, ko smo imeli po 40-50 nastopov, celournih nastopov v enem mesecu, ne, in potem smo imeli to po 3-4 nastope na dan, pa 1000-1200 km prevoženih in to je bila neka čisto druga dimenzija, za ta tempo moraš biti malo mlad, pa fejst nor, da to zdržiš, ne, ampak je bilo tudi to dalo neki svoj čar, veš isto, ker se vedno spominjamo, ne vem, preoblačene v avtu, kot se omenila, ali pa ne vem, ko sem jaz spal v garderobi na nacionalki, se ful spomnim med generalko in potem med dejansko oddajo, ne, da sem se malo, ne vem, osvežil, pa prišel malo k sebi, ne. To so pač take spomine, ko so takrat spadali zraven. Pa lepo je bilo, no, nimaš se kaj za pritoževati. No. A imaš kakšen poseben spomin na kateri nastop, recimo, eno posebno dogodivščino? Ja, Ankaran, tako hitro omeniš, ne, na hitro. Ankaran, ker vem, da takrat smo imeli napovedan nastop na drugem koncu Slovenije, ne Murska Sobota, jaz pa v Ankaranu, in ko sem v Ankaranu končal z nastopom, je bil kao napovedan začetek mojega nastopa v Murski Soboti in smo mislili, ok, šibati moramo, mi smo takrat vse že vnaprej skomunicirali z organizatorjem, ampak organizator, veš, hoče ljudi pač pravi čim prej na lokacijo, ne. No, meni so potem, ko se me ful mudilo po nastopu, zabrisali ti otroci v bazen še, ker to je pač krst vsakega, ki prije prvič nastopati v Ankaran, torej potem bilo malo smeha na ta račun, ja. Ampak smo potem vse lepo zvozili, ja. Pa take, ja, razni hrastniki, ko smo imeli tam enega oboževalca Damjana, ki je vse naše koreografije znal in je pred odrom vse nastopal, tako smo mi na odru nastopali, to je bilo pač res nora doživetja. A je bilo potem kaj pauze, ne? Ja, rabiš, mislim, jaz vedno pravim, vsak yin rabi svoj yang. Jaz sem pač privat zelo mirna oseba, pa vem, da mi tega ljudje ne bi pripisali, ker ne ponovadi spremljajo. Jaz ti pa verjamem. Si podobna? Ali? Ja. No, eto. Ker ti v javnosti moraš dati vse od sebe. Tako. In potem se omakneš v svojo celico, v svoj mehurček, v mir, v tišino, kjer ne poslušam glasbe, kjer ne poslušam televizije in je pač to moje uravnavanje nekak, ne. Tako da, ja, pauza je definitivno morala biti po tistem hektičnem obdobju, pa tudi na splošno se mi zdi, da gledam na življenje tako, da je treba znati tudi izpreč, ne. Pač znam
zelo veliko delati, pa zelo dobro delati, ampak tudi znam zelo dobro lenariti, pa potovati, pa si vzeti čas za sebe, sploh zdaj z leti pride pač tudi ta modrost, verjetno. Ne? Ampak Sebastian, recimo, umetnost je biti zadovoljen in srečen sam s seboj. Ja, ampak to mislim, da te nauči življenje pa kar nekaj padcev, ne? Pa kar nekaj izkušenj z ljudmi, pa naj bodo to sodelavci ali pa prijatelji, ki ti potem dajo to pomembno dimenzijo v življenju, da vidiš pač, da je treba, jaz pravim, življenje treba organizirati samo okoli energije situacij, dogodkov in ljudi. Ne? In se ne sekirati, na kar nimaš vpliva. Ne, točno tako. Pač ljudje imajo svoja mnenja, vedno bodo imeli, nekatere so dobra, nekatere slaba, ampak to, kar je mnenje, še ni dejstvo in pač sam pelješ neko svojo zgodbo, neko svojo pot. Pomembno pa je, da na koncu ležeš v poslu pomiren sam s sabo, zadovoljen s svojim življenjem, zadovoljen za svojim dnevom, mesecem, letom in potem pogledati nazaj in videti, kaj vse si doživel, kje vse bil, koga vse spoznal, je nekako največje bogatstvo, ki bo potem pri 80-ih, ko se bomo zibali pred kakim kaminom, ne, v kakem domu pokojencev, po mojem bo to potem največ vredno, ja. In da se z mirno vestjo tudi prebudimo. Zdaj človek, recimo, ko te opazuje, poln energije, vedno nasmejan, si misli, pa ta človek je srečen. Saj si srečen, ne? Tako. Ampak recimo vsak ima vzpone in padce v življenju. Treba jih je premostiti, kar si že omenil, in seveda recimo tudi takšen uspešen človek, kot si ti, rabi svoj mir. Zdaj človek si misli, gre na dopust, zdaj pa rabi norijo, pa rabi žur, pa to. Ne. Ne, daleč od tega. Ravno kontra. Ja. Ko vidim kolege, ko hodijo v te razne Ibice, pa Vodice, pa to pa si mislim, pa to je zelo blizu najhujši nočni mori, kar se mene tiče, ne. Ker karkoli, kar se tiče, ne vem, velike mase ljudi, ali pa glasne glasbe, ali pa kaosa, diskotek, pa to nikoli, nikdar to ne spada na dopust. Na moj dopust ne, pač ne. Jaz sem na dopustu tako, da lepo tam z izbranim krogom prijateljem kot prvo, kot drugo, ne vem, road trip ali pa nekaj, veš, da si v svoji celici pa raziskuješ novo kulturo, da se potopiš, da si širiš obzorja, to je moj način. Ok, ko smo bili v LA-ju, si valjda moral iti doživeti tisti West Hollywood, ker pač to je del kulture, pa del tistega okoliša. Ampak generalno gledano pa samo, da je mir, da je tišina, da si v nekem svojem svetu in je to največ vredno. Ja. Se pravi, zdaj veliko potuješ. Zdaj ogromno potujem, zadnje leto dni prepotoval 14 držav. Kje vse si bil? Vse te spremljamo na Facebooku. Ja, na Facebooku pa na Instagramu. Kje vse sem bil? Začel sem z Grčijo, potem pa Sardinija, Sicilija, Islandija, Kostarika, Zanzibar, Egipt. Končno sem doživel antični Egipt in šel na križarjenje. To sem si potovanje, ki sem si ga želel od malega, pa se mi je Egipt vedno nekako izmikal, ne vem zakaj. Zdaj pa se je končno zgodil in je bilo nepozabno. Teda ja, vsak mesec preteklih 14 mesecev, razen zdaj junija pa julija, ko sem se pripravil na MMS, sem bil nekje in si nabral veliko več lepih spominov, kot pa če bi doma med 4 stenami vegetiral in se bal svoje sence. Se smilil sam sebi, a ne? Ja, tako. Melodije morja in sonca? Ja, super izkušnja. Ravno to, ko si imela potovanje, bil sem na Kostariki, na potovanju po Kostariki in nekaj pač, veš, začer, ko priješ z izletov pa to v hotelu, lepo vidim, razpis za MMS. Pa eno pesem smo imeli pripravljeno že nekaj časa, pa sem si mislil, glej, na izbiro imamo to, ali julija ne delam nič, pa vegetiram, pa gledam v zrak, ali pa grem na MMS, pa si naberem neke nove izkušnje z ljudmi, nove spomine, grem spet po dolgem času na oder in sem ful vesel, da sem se odločil potem za to, da pesem prijavim in da so pesem tudi sprejeli. Tada ja, smo napravili en kup enih lepih spominov, pa spoznal sem nove ljudi, pa se spet po dolgem času spet videl z glasbenimi kolegi, novinarskimi kolegi, ne nazadnje tudi midva se verjetno danes ne bi videla, če ne bi bil na MMS-u, ne. Tada ja, ful lepa izkušnja. Plesna šola pri vas še vedno? Ja, še vedno. Ja. Letos smo sicer malo zaprli, seveda, tako vse ostale plesne šole, ampak držimo pesti, da zdaj septembra začnemo normalno in da tudi normalno speljemo celotno plesno sezono vse do junija 2022, tako je pač to vsako leto bilo, ker zdaj pa je to že 3. sezona, ki je ogrožena pod narekovaji, tako da ja, drugače s plesalci smo v stiku preko socialnih omrežij, ampak vseeno upam, da se bomo zdaj septembra lahko pač normalno potem do junija družili v živo, tako se pač to v nekem modernem 21. stoletju tudi spodobi. Rekel si, da daš veliko nase, kar je tudi zelo, zelo pomembno v našem življenju, tem hitrem tempu našega življenja, prehrana, gibanje, zdaj dobro plešeš, itak celo življenje že. Ja.
Ja, plešem. Zdaj sem še nov šport našel v vsem tem lockdownu in to je squash, ne. Aha. Zdaj imam ples, zumbo, potem tečem, fitness, pa zdaj squash. In mi je genialno, ker je res tako razgibano. Vsak dan imam nekaj drugega, nikoli ni monotono. Tada ja, gibanje, pač to ljudem polagam vedno na srce, pa že 21 let govorimo o tem, ampak vsi mislijo, da pač ne, se bomo ukvarjali s tem, ko bo kasneje, pa ne da se nam, pa ni discipline. Vedno izgovori, samo pač preventiva je vedno boljša kot kurativa. In dva glavna stebra zdravja na dolgi rok sta zagotovo gibanje in prehrana. In mi smo že doma totalno samooskrbni in pridelujemo vse svoje, imamo vse bio in tako naprej. Ampak se mi zdi, da se ljudje vsega tega premalo zavedajo, kot prvo, in kot drugo nimajo discipline, recimo ne vztrajati po nekih stvarih. Vsi se ukvarjajo s kilogrami, namesto da bi spremenili stil življenja, pa bi se potem kilogrami uredili sami od sebe, ne. Tada to se mi zdi pomembno. Najpomembnejše sporočilo današnjega intervjuja, dragi moji, je res gibati se in paziti na hrano in na vitamine in biti na svežem zraku in uživati življenje. Pa ne odlašati. Treba je dati sam sebi brco v rit, po domače rečeno, in začeti ta trenutek. Tukaj ravno največkrat spodleti, pri disciplini. Jaz vedno mojim puncam pri zumbi, recimo, pa kjerkoli rečem, najtežji del našega treninga je iti od doma. Ker čisto razumem, po napornem dnevu priješ domov, se zlekneš, se lepo naješ in potem se ob 7-8 začneš spraviti na trening. Verjamem, da je potrebna brca v rit, ne? Ampak dejstvo pa je, da pač je šport tudi dokazano edina stvar, ki ti popolnoma resetira možgane in glavo. In po koncu hektičnega dneva v službi ali pa nasplošno, ko se zgodi pač življenje, je treba ena ura za sebe, brez izgovorov, brez otrok, brez partnerjev in tako naprej, ko se vzameš za sebe in se greš divjat, pa nekomu je to ples, drugemu je sprehod, hitra hoja po gozdu, ampak more pa nekaj biti, predvsem pa nekaj intenzivnega. Ne samo tako, da pač smo zadovoljni, da smo naredili 10.000 korakov na dan, ker to je res premalo, ne. Srce je pač mišica, ki jo je treba trenirati celo življenje in jo je treba spraviti do tega, da se telo spoti. Sam kuhaš? Ne, to pa ne. To sem imel pa pred leti. Pred leti sem imel neko vizijo, da bom postal moderni moški in se bom naučil kuhati in potem sem nekaj se ubijal tam v kuhinji, 14 dni, 3 tedne, potem pa sem obupal in sem si mislil, veš kaj, za vse pa ne moramo biti. Tada ne, za kuho in hrano zaupam moji mami, ona je genialna, ona pazi na vse, da je, se pravi, imamo svoj biovrt in oče in mama to obdelujeta in delata in nabirata in shranjujeta in vlagata in res zelo zdravo jemo, ampak ne, kuham pa ne, žal nimam tega talenta, rad pa pečem. To pa ja. No, je tudi to nekaj. Kakšni so zdaj glasbeni načrti ali pa načrti na splošno v življenju? Načrti na splošno, kratkoročni so, najprej avgusta bom prepotoval spet malo tu, malo Švedske, pa malo Černobil se grem pogledati, tak naprej, to. Kar se pa potem pa septembra seveda začnemo za plesno šolo. Kar se pa glasbe tiče, pa se zdaj pustim presenetiti. Načeloma nimam nekih velikih planov, imamo eno zadevo že planirano ta konec jeseni, ampak še nič nekaj fiksnega, ker zdaj je pač vse skupaj bolj nefokusirano, na to pesem ne spim. Ampak je fajn, ko lahko glasbo res delaš iz užitka, ne pa več iz tega, ker bi pač to bil moj kruh ali pa moja služba in tako naprej, ampak dejansko, ko se planeti poklopijo, ko energija štima, ko dober projekt pride, ko se pač nekaj zgodi, da tudi mene malo zaščemi v petah, potem rečemo, evo, akcija pa naredimo. Še nekaj besed o novi pesmi. Spiš pa, ne? Spim pa zelo dobro. Spim zelo dobro, ja. Hvala Bogu, vsem nimam nikoli težav. Je pa res, da hodim pozno spat. Včeraj sem šel spat ob 3, teda zdaj sem še malo bolj tak na... malo se mi še vrti. Ampak smo te dobro prebudili, priznaj. Ja, ne, super je. Ne, jaz nikoli nisem potreboval dosti spanca. Spim pač 6 ur na noč in če grem spat ob 3, se samo od sebe, brez budilke zbudim ob 9, če grem spat ob polnoči, se zbudim ob 6. To je neki čuden bioritem, ki ga ima moje telo, čeprav vem, da bi moral 8 ur spati. Ampak ja, s spancem, hvala Bogu, nimam težav. Je pa res, da je pesem, ki je nastala, pa nosi naslov Ne spim, nastala v enem takem obdobju, ko sem po noči bedel, pa razmišljal in potem se nekatere stvari pa teme pridejo kar same od sebe. Ja. In glasbo sem vedno, ker sam pišem svojo glasbo, sem vedno dojemal tudi kot nek način mojo psihoterapijo, ko nekako izrečem stvari, ki jih ponavadi zadržujem sebi, ker nisem človek, ki bi o svojih težavah govoril z ljudmi, ampak se omaknem v svoj svet, grem na sprehod, grem na našo piramido v Mariboru, pa se debatiram sam s sabo
skozi muziko pa lahko potem tudi nekaj teh tem predelam, ja. Zdaj, če te želimo povabiti na kakšen nastop, te kontaktiramo na spletni strani, Facebooku. Ja, tako lahko na Facebooku. Facebook je Sebastian Public, Instagram je Sebastian Privat. Tam probamo čim več objavljati, drugače pa imamo zdaj kar dosti, ja. Kar dosti nastopov teh privatnih, veš, ker zdaj se moji oboževalci od takrat poročajo, rojevajo, so že pri službah in potem imamo to razna presenečenja, nastope in tak naprej in se imamo genialno. Ravno prejšnji vikend sem bil na eni poroki, pa predtem sem bil na enem rojstnem dnevu, pa tak naprej. Tada potem obujemo preko tega ene spomine na eno obdobje pred 20 leti in potem vidiš to noro energijo, ki nas je zavedno povezala, ne? In to je tisto, kar je pač nekako najlepši del, ki mi ga je glasba tudi dala, ja. Prav vesela sem, da si bil danes v živo v studiu, da sva skupaj obujala spomine na lepe čase in na lepe čase, ki šele prihajajo. Ostani takšen, kot si, ker si tak najboljša kopija samega sebe, bom rekla. Enako, to tebi najlepša hvala za povabilo. Zelo sem vesel biti v živo danes s tabo, ne preko Skypa, tako kot na zadnje, tako da ful lepo te bilo videti spet živo, ja. Enako. Zdaj pa še pozdrav tvojim fanom, pa napoved pesmi, izvoli. Ja, dragi moji, upam, da ste vsi čili in zdravi. Kot sem že prej povedal, uživajte življenje, izkoristite vsak dan, ki vam je dan, zdaj pa uživajte v novi pesmi Ne spim. Sladkimi pesmimi, ko noči zakrije oči, skrijejo se vsi odgovori, jutro hiti, razkriti laži. Ne spim, ker vem, da v mislih si z njim, nemiren v tebi ležim in ne vem, kaj naj storim. Ne vem, če še upati smem. Svet fantazij, v njem zate drug živi, in tam meni je eden preveč, on jaz.